Zdravo, jaz sem Rok, sem socialni pedagog in strokovni delavec centra Logout, kamor prihajajo posamezniki in družine, kadar je časa pred zasloni preveč. Sem Maja, magistrica inženirka prehrane. Pri Skavtih vodim program Zdravo. Sem Gregor Starc iz Fakultete za šport, sem profesor na fakulteti in raziskovalec. Sem Benjamin Tomažič, direktor inštituta Integrum, ki se ukvarja s širjenjem celostnega in pozitivnega sporočila o telesnosti in spolnosti. Na področju zdravja je najtežje spremeniti neke stare navade. Vedno grejo ljudje v neke ekstreme, v resnici se mi pa zdi, da je zdrav življenjski slog nek skupek vsakodnevnih navad, v katerih je pa treba samo vztrajati. Po mojem mnenju je ena od najbolj podcenjenih zdravih navad to, da smo v stiku sami s seboj. Svojemu mlajšemu sebi bi svetoval, da se ne navaditi na to, da so videoigre način, kako se sproščam. Verjetno si ne bi dal kakšnega posebnega nasveta, mogoče bi moral zdaj v sedanjem času si dati kakšen nasvet iz mlajših let. Prav to, da se za trenutek vsak dan ustavi, premisli, kako si preživel dan in pojdi v jutrišnji dan naprej z neko hvaležnostjo za to, kar si prejel, ter za vse izzive, ki te v tem dnevu čakajo. Škatla za zdrav življenjski slog bi vsebovala staro analogno budilko, ker velikokrat zasloni postanejo izgovor, a rabim telefon ob sebi zvečer, zato da zjutraj imam budilko gor. Superge, en tak polnovreden, uravnotežen obrok z veliko zelenjave, pa kakšno dobro knjigo. Gotovo kak športni rekvizit. Verjetno bi premislil, kakšen je človek, kaj bi mu najbolj ustrezalo in prišlo prav. Ogledalo. In morda bi na njem bilo še narisan smiley, v smislu lahko se nasmejim. Jaz osebno skrbim za zdrav življenjski slog s tem, da imam doma tabelo navad in si kljukam vsak večer, torej katere navade sem danes izpolnil in katere ne, in deluje fantastično. Rada redno in dobro jem, večinoma doma pripravljene obroke, prosti čas pa večinoma preživljam aktivno. Če zjutraj si vzamejo 10 minut, pa mogoče 10 minut prej vstanejo, pa naredijo nekaj gimnastičnih vaj, je to že nekaj. Otroke motivirati za ene druge dejavnosti je lahko zelo težko, tako da v bistvu moramo najti ene aktivnosti, ki so vseeno dosti zabavne pa zanimive, kako lokostrelstvo, lov za zakladom. Več razlogov je, zakaj nam je nerodno govoriti o spolnosti. Večina od njih mislim, da se dotika izkušenj, ki smo jih sami imeli. Po drugi strani smo vsi ranjeni malo na področju spolnosti, na področju tega, kako izgleda naše telo, da nismo popolni. Oboje nas zapira v nek zid sramu, ki ga je težko prestopiti. Nek temelj zdrave prehrane, ki pa ni preveč omejujoča, je sestavljanje obroka na način, da polovico krožnika predstavlja sadje oziroma zelenjava, na četrtino krožnika damo beljakovinsko živilo in četrtino krožnika predstavljajo živila, bogata z ogljikovimi hidrati. Za več nasvetov pa lahko pokukate tudi v priročnik Skavtski duh v zdravem telesu, v katerem smo pokrili tudi ta vprašanja.